svojim lesenim bogastvom ima Slovenija neizmerne možnosti za preusmeritev gospodarstva na energetsko varčno in okolju prijazno zeleno industrijo. Od vseh materialov je za gradnjo objektov in proizvodnjo izdelkov iz lesa potrebno najmanj energije. Zadnja leta lesu niso bila naklonjena in so mu pripisovali zgolj kurilno vrednost. V naslednjem desetletju bi morali v Sloveniji, glede na naravne danosti, povečati porabo izdelkov iz lesa na prebivalca na vsaj 1 kubični meter. Trenutna raba je le okoli 0,2 kubična metra na prebivalca. O, kako se lepo pripravlja to, Nataša. Ni dobro tukaj, ta drevesa, narava, zrak. Sem poglej to lepo bukev. A ni lepa, taka močna? Pa samo, to ni bukev, to je smreka butera. Pa dobro, no, ali smreka, ali bukev, ali karkoli, ampak veš, koliko mora biti to staro? To je zihar 50 let staro, ki je tako močno, veliko. O, a lahko naslednjič prosim, namesto da delaš to sekiro, za mene en stol narediš, da se lahko normalno usedem. Stol. Matjaž, vi ste inženir lesarstva. Kaj imate pri tem poklicu najraje? Najraje imam to raznovrstnost. Delamo ogromno stvari, se pravi od tehničnih stvari do komercialnih, to je meni najbolj všeč. Sicer je pa to poklic, ki mi je všeč zaradi tega, ker se dela je zelo povezan z naravo. Dela se z živo stvarjo, kar les je živ, tudi ko je kar posekan. Kakšnega človeka pa zahteva ta poklic? Ja, zelo odvisno je, v katero smer se specializiraš. Jaz osebno sem se bolj specializiral v ekonomijo, v ekonomskem delu, tako da odvisno potem, kje se človek zaposli. Veliko mojih kolegov dela v proizvodnjah, kot inženirji, kot vodje proizvodnj, direktorji proizvodnj, nekateri pa dela tudi v menedžmentu. Moja družinska tradicija je mizarstvo. Doma imam tudi mizarsko delavnico, v kateri občasno kaj naredim. Zato sem se tudi odločil za študij lesarstva na Biotehniški fakulteti. Leta 2002 me je pot pripeljala na Riko hiše, kjer sem opravljal obvezno praktično usposabljanje, ki sem ga delal v glavnem v proizvodnji in montaži lesenih masivnih hiš. Leta 2004 sem diplomiral iz lesarstva in se zaposlil na Riko hišah kot kalkulant. Danes sem vodja projektive in tehnologije. Moja glavna naloga je, da se ukvarjam z razvojem in projektiranjem, se pravi lesenih masivnih hiš in lesenih okvirnih hiš. Še posebej zanimiva je hiša iz masivne konstrukcije, ki je v celoti sestavljena iz lesa. Tukaj je potrebno dobro poznati vse lastnosti lesa, da je hiša na koncu čim bolj energetsko učinkovita in na koncu kupec zadovoljen. Zakaj bi svetovali mladim, naj se odločijo za ta poklic? Če ima Slovenija kakšno naravno bogastvo, je to les. Vedno je bila tradicija v Sloveniji, lesna proizvodnja, in zato mislim, da bo ta lesna proizvodnja tudi kljub trenutni krizi mogoče preživela, in zato mislim, da je tukaj vedno bo dovolj posla. Nekaj sva se pogovarjala od ameriškega oreha ali hrasta. Ja, no, tukaj je pa ena zanimiva zadeva, v bistvu kako globalizacija vdira na vse področje, tudi na lesarstvo. Ameriški oreh raste v Ameriki, potem se vozi v ogromne količine hlodov na Kitajsko, kjer ga zrežejo. Mi na Kitajskem smo ta oreh kupili, oziroma ga še kupujemo, pripeljemo v Slovenijo, naredimo stole, jih damo na ladjo in jih pošljemo v Ameriko. Se pravi, les naredi pot okrog sveta.